spoštovani. Bom začel tam, kjer sem v tej isti dvorani začel pri ravnateljih. Najprej se vam bom zahvalil za vse vaše preteklo delo v zadnjih 2 letih. Vem, da ste to slišali že dosti krat, pa mene še niste. Tako da, iskrena zahvala za vse, za vaš trud, za vse ure, ki ste jih preživeli v resnici pod grožnjo hudih zdravstvenih težav in v nemogočih razmerah. In jaz si samo želim, da vam tega ne bo treba več ponavljati nikoli. Zaradi tega, ker vi ste tisti, ki v resnici ste bili s tem najbolj soočeni in ste tudi s teh naslovom imeli največje breme. Tako da hvala. Težko bom dal zares pametne sklepne misli, razen na eni točki, ker prihajam sem iz gospodarske zbornice, kjer smo obravnavali vse, veste, kaj energetiko, tako da plin bo. Ker vem, da vsaj nekatere od vas to skrbi. Ja, razširili bomo, da bo celoten zdravstveni sistem v zaščiteni kategoriji, ampak to je manjši detalj. In kot vidite, nimamo pobnika, tako da ne bom sklepnih misli prav, ampak bom raje dva lastna opažanja delil z vami. Najprej, kar se tiče COVID-a, sem najbolj navdušen nad tem, da kljub temu, da je bila moja izjava o morju v soncu, vzeta malo bolj tako na koncu, celo Marij temu sledil, tako da očitno je nekaj na tem, kar sem danes lahko videl. Zdaj pa brez heca. Ena stvar, na katero bi rad opozoril, in je prav, da jo imamo in se slišal, da je na agendi, je ta tako imenovani dolgi COVID. Tudi sam imam marsikaterega znanca, še posebej znanke, ki so žal danes v tej situaciji. Tako da ja, enako kot se moramo naučiti živeti s COVID-om in enako kot za večino nas COVID v tej različici s tem sebom niti ni več tako nevaren, se kaže, da je ravno pri nekaterih skupinah, ki jih v bistvu še ne znamo identificirati, se pojavlja problem dolgega COVID-a. In na tem področju moramo narediti en velik korak naprej, zato se stvar sistemsko uredi in se pač tudi ustrezno tretira. Sicer verjamem, da bomo v to endemično fazo dejansko vstopili ali pa se lahko že danes delamo, da smo. Upamo pa, da nam ne bo treba zaradi narave in mutacij se vračati v stanje, v katero si v bistvu ne želimo. To drugo opažanje se pa tiče tega, da v resnici si res želimo v naslednjih, minister pravi 3, no rekel do konca mandata, 4 letih izpeljati celovito reformo. Naloga je taka. To ne gre za posamične korake, gre za množico vzporednih korakov in včasih so nekateri koraki, in prav je, da so majhni, ker včasih so nekateri tudi taki, da jih želimo popraviti. Niso vsi koraki nezmotljivi, ker nihče ni nezmotljiv. Nisem jaz nezmotljiv, celo minister včasih ni, ampak nič zato, ker smo vsi ljudje. Skupaj pa lahko, zato ker gremo z majhnimi koraki, pridemo do tistega tako želenega cilja. Zato je ta poziv, ki je bil že dan strani ministra, ki ima res mojo podporo absolutno, ampak ta poziv pa dajem tudi jaz. Dajte se vključiti v tem procesu. Pa če se vključite na enem mestu ali drugem, niti ni pomembno. Lahko se vključite na točki sprememb splošnega dogovora, zato da bomo res lahko poskrbeli, da boste vsi dali, vsi javni zavodi imeli priložnost, ne glede na stanje, v katerem ste danes z vidika izpolniteljne oči, ste imeli priložnost, da povečate tam, kjer lahko povečate in skrajšate čakalne vrste. In vsak naj prispeva svoje pripombe, svoje poglede, zato da bomo v tej široki množici korakov šli lahko počasi naprej. Časa imamo dovolj, zato ker imamo pred sabo cel mandat in ne rabimo se obremenjevati s tem, če v 3 mesecih ne bomo rešili vsega, ker ne moremo, ker se tega zavedamo. Tega se zavedate vi in se zavedamo mi. In po dolgem času je za zdravstvene reforme, podajanje zdravstvene reforme, so viri na razpolago. Minister za finance ali pa vlada kot taka ne bo omejevala denarja za potrebe zdravstvene reforme. To sporočilo je zelo pomembno, ker ga dajemo v tem trenutku, ko smo na začetku. Če bi prišel vam 6 mesecev pred koncem mandata, bi lahko povedali, da vam v resnici prodajam banane. Jaz sem prišel na začetku mandata. Ampak vas hkrati pozivam, da pri tem sodelujete.
ker zdravstveni sistem je kompleksen, še posebej po sistemu upravljanja, in ga bomo morali prilagoditi in poenostaviti, če bomo hoteli te reforme dejansko izvajati. In jaz pozivam in si želim, da boste pri teh poenostavitvah dejansko v dobri veri tudi sodelovali. Ker je to edini način, da lahko spravimo zdravstvo na nivo, ki si ga vi zaslužite in ki si ga pacienti zaslužite. Ker najhuje, kar je, da imate predane delavce, ki ne morete dajati od sebe tistega, kar bi lahko, zato ker vam organizacija tega ne dopušča in danes vam ne dopušča. Organizacija smo pa vsi, skupnost in kolektiv. Tako da, hvala za tisto, kar ste do zdaj naredili, in hvala za vse to, kar boste še naredili, zato da bomo na koncu mi pacienti, ker jaz sem pacient, od zdravstvenega sistema imeli še več, še boljše.